Pozdravljeni, dragi prijatelji, dobrodošli na mojem YouTube kanalu. Danes imam eno zelo resno temo. Par dni nazaj sem se videl na eni slikci, to je tale slikca, ki vam bom zdajle pokazal. Kaj pravite? Jaz pravim groza. Pa ne samo, da ni ravno najbolj lepo videti ta trebuh na meni, tudi enostavno se ne počutim dobro v svojem telesu. In to traja že par mesecev, ker ko ima človek preveč kil, pač se ne počutiš dobro. In mi tudi malo energije primanjkuje. No, energije mi ne primanjkuje samo zaradi tega, ker imam preveč kil, ampak tudi zaradi tega, ker sem premalo telesno aktiven. Tako da to moram spremeniti. No, v glavnem, ko sem videl to slikco, sem rekel, tole pa je potrebno nekaj narediti, ker to je katastrofa. In ja, sem se odločil, da bom začel hujšati. Takrat sem se šel zvagati, toliko da sem videl, koliko imam kil. Imel sem jih 93, od takrat dalje se potem nisem več vagal, tako da če sem v teh 3 dneh, 4 že ki shujšal, ne vem, tudi če sem, to ne more biti veliko. Tako da in pač sem se odločil, da bom šel hujšati. Zdaj, kako se jaz običajno hujšanja lotam? Imam en svoj sistem, ki mogoče ni najboljši, lahko bi bil boljši. Nisem jaz noben strokovnjak za hujšanje, ampak imam en svoj sistem, v katerem sem tudi članek napisal približno 4-5 let nazaj. In ta članek na mojem blogu je tudi prebralo več 10.000 ljudi in tudi mislim, da je zanimiv. Zato najdete povezavo do tega članka v opisu tega videoposnetka, tako da preberite si ga. Dosti ljudi mi je reklo, da je zelo dober članek, no, čeprav nisem jaz neki strokovnjak za hujšanje. V glavnem, kako se iz hujšanja lotim. Zdaj, razne diete pa to je pri meni zelo težko, ker pač rad jem in težko se držim ene diete. Ampak dober je tako, bolj ko imam več kil, bolj sem pol discipliniran in bi se mogoče tudi kakšne diete držal. Tako da zdaj, če gleda ta videoposnetek kdo, ki pač mu je uspelo shujšati, ki ima težave z prekomerno težo, tako kot jaz, ali pa če je tukaj to gleda kakšen strokovnjak za hujšanje in če ima zame kakšen nasvet, naj ga prosim napiše v komentar tega videoposnetka, mu bom zelo hvaležen, namreč več na svetu, ko vidiš, lažje je, tudi mogoče napišite mi kakšno spodbudno besedo, tako da bom vsega tega zelo vesel. No zdaj, kako se jaz lotim hujšanja? Kakor sem rekel, neke ful hude diete se jaz težko držim, zato ponavadi grem na to, se pravi, se začnem nekaj ukvarjati s športom. To je običajno tek, pa mogoče malo kolo. Večkrat tek, zato ker lahko še psa s seboj vzamem, včasih pa tudi na kolo, zato da je pač malo spremembe. Zdaj, kar se tega tiče, sem pred kratkim ugotovil eno super zadevo, ki jo vi seveda vsi že poznate, ampak jaz jo žal nisem poznal. V glavnem, pred par mesecem sem šel prvič teč, da sem zraven poslušal glasbo. In to je bilo nekaj neverjetnega. Jaz sem to, ko sem prvič šel narediti, sem imel namen preteč 3-4 kilometre, mogoče 5, pa na koncu sem jih pa pretekel, ne vem, 12 in to zelo hudem tempom. Zato, ker muska mi je preprosto dala neko energijo, in jaz sem lahko kar tekel in tekel.
In tudi zdaj že, kar sem se pred parem dnem odločil, da bom shujšal, sem šel tudi že 2-krat teč in 2-krat za glasbo. Enkrat je bilo tudi danes zjutraj sem šel teč in sem brez težav pretekel 8 kilometrov. Dobre težave sem imel s tem slušalkam, ki so mi skozi ven padale, pa sem mogel to skozi popravljati, tako da to je tudi ena zadeva, ki jo mislim takoj neke bolj pametne slušalke kupiti, da ne bo to treba skozi popravljati, tako da če ima to kdo kakšno idejo, naj tudi v komentar napiše. Tekel sem pa neverjetno in imam prav neke pesmi, ki mi dajo res energijo in tiste tudi si ponavadi tako sprogramiram, da jih glih poslušam, ko tečem v hrib in to imam neverjeten tempo, nič se ne zmatram, vmes še malo zapojem, posluha sicer nimam, imam pa vesele, tako da če me kdo sliš, si mogoče tudi misli svoje, ampak to, kar si mislijo drugi, mene ne briga. Tako da neverjetno super je teč z glasbo. Saj verjetno to vi že vse veste, ker vidim ljudi zmeraj, da tečejo z glasbo, meni se to blesavo zdelo. Tako vidite, doskrat se vam kaj neumnega zdi, dokler ne probate, polke pa probate, vidite, da je pa v redu. Tako da jaz to glasbo kar z YouTubea poslušam, sem si naredil seznam predvajanja. Ta seznam tudi od spodaj najdete link do tega seznama v opisu tega videoposnetka, pa si ga pogledajte, kakšna muzika meni odgovarja, verjamem, da vam drugačna. No, in sem se tudi odločil, to so te meni najboljši komadi, mogoče bom to dopolnjeval, kakšnega ven dal, kakšnega novega noter, in sem se tudi odločil, da to glasbe ne bom jaz nikoli drugače poslušal, razen takrat, ko grem teč. Zato, ker namreč, če bi zdajle eno pesem poslušal 20-krat, ki mi je všeč, mi je bila jutri sigurno manj všeč. Tako, ko jo bom pa slišal, ko bom šel teč, mimo grede jutri ne bom šel pa pojutrišnjem, na 2 dni sem rekel, da hodim, da se človek malo regenerira. Bom pa te pesmi spet zelo z veseljem poslušal, tako da pač to je super. Tako da v glavnem hujšam, če ima kdo kakšen nasvet ali spodbudno besedo, naj mi jo napiše v komentar tegale video posnetka. Zakaj sem to tudi, ta video sploh posnel? Prvič zato, da kakšen nasvet in spodbudno besedo od vas dobim, drugič pa zato, ker mi bo to veliko boljša motivacija, ker sem jaz zdajle tukaj vam obljubil, da bom shujšal. Namreč, če ne bom, bom izpol malo budala, je tako. Tako da tudi, dajte mi mail na Facebooku ali pa na Instagramu mi malo napište v komentarjih, če sem kaj shujšal, če hujšam, lahko se tudi malo norca z mene delate, oziroma ful, ne bom nič zameril. To mi bo sam še hujša motivacija za hujšanje. Tako da, če ne bom shujšal, kar udarite po meni na polno. Bom pa tudi, čez 14 dni bom spet en video posnel na to temo, pa čez en mesec. Da povem, če je bilo kaj napredka in tudi, da povem, če ga ni bilo. Tako da bo tole malo za motivacijo. Tako da, to bi bilo za danes. Lepo se imejte, rekreirajte se, ker je dan veliko lepši, jaz sem poln energije, ura je 10 zvečer, pa bom še kakšne 2 urce tukaj v službi pa malo delal, tako da rekreacija je super. Lepo se imejte in se slišimo v kratkem. Adijo.